pooblastila Miklusu zakonita? Vreme naklonjeno Zlati lisici. Dijaki čistili Mariborski otok. Dober večer. Mariborski podžupan, sicer vršilec dolžnosti župana Milan Mikl, je danes zavrnil pomisleke mariborskega poslanca SD-ja Matevža Frangeža, da nima vseh pooblastil za vodenje občine, predvsem za pripravo letošnjega proračuna. Hkrati je pozval protestnike, naj nehajo ustrahovati mestne svetnike z obiski na domu, zavrnil pa je govorice o spornem zaposlovanju na občini in zatrdil, da za zdaj ne razmišlja o kandidaturi za župana. Mariborski podžupan, ki opravlja funkcijo župana, je z dokumentom Ministrstva za pravosodje in lokalno samoupravo v rokah zavrnil pomisleke poslanca SD Matevža Frangeža, da v skladu z zakonom o lokalni samoupravi naj ne bi imel polnih pooblastil, še posebej za pripravo letošnjega proračuna. V takšni situaciji ima podžupan v funkciji župana polna pooblastila župana, kot jih določa zakonodaja. Torej lahko predlaga tudi osnutek proračuna. Mikl je še poudaril, da je kot začasni vodja občine dolžan zaščititi mestne svetnike. Protestnike, ki jih v zadnjih dneh obiskujejo na domovih, zato poziva, da s tem prenehajo, saj kršijo njihovo pravico do zasebnosti. Mikl še trdi, da za tem stojijo pristaši in člani strank Zares, Pozitivna Slovenija in SD. Demonstracije kot takšne pred občino tako dalje so dobrodošle na miren način in tako dalje. Lepo prosim in pozivam za zaščito svetnic in svetnikov. Po Miklovih besedah bodo sicer vodjem svetniških skupin že v ponedeljek predstavili tudi osnutek letošnjega proračuna. Svetniki naj bi ga v prvem branju obravnavali 28. januarja in dokončno potrdili v drugi polovici februarja. Takrat pa bodo znani tudi že vsi županski kandidati za nadomestne volitve. Nikoli ne reče nikoli. Ampak ta trenutek za popolno odgovornost niti približno nisem razmišljal, da bi kandidiral za župana. Mikl je sicer še zatrdil, da od januarja na občini nihče ni prejel pogodbe za zaposlitev za nedoločen čas. Za obdobje od 1. decembra do konca lanskega leta, ko je dokumente podpisoval še Franc Kangler, pa naj ne bi imel podatkov. Sicer pa naj bi se naslednji teden sestali s predstavniki sindikatov javne uprave in uskladili novo reorganizacijo in sistematizacijo občinske uprave. Ob tem dodajmo, da so policisti napovedali, da bodo protestnikom, ki so sinoči obiskovali domove mariborskih svetnikov, izdali več plačilnih nalogov zaradi kršitev zakona o varstvu javnega reda in miru. Trdijo namreč, da so se posamezni protestniki nedostojno vedli ter žaljivimi besedami in dejanji škodovali ugledu svetnikov. Pod geslom zahtevamo odstop politične elite pa danes protestirajo v Ljubljani tudi kot odgovor na poročilo protikorupcijske komisije, ki kaže na kršitve protikorupcijske zakonodaje prvakov največjih strank. Udeležbo je na družabnem omrežju Facebook potrdilo več kot 4000 ljudi. Organizatorji ustaje so pozvali k glasnim, a mirnim demonstracijam. Na Facebooku so objavili manifest, v katerem zahtevajo takojšen odstop trenutne vlade ter imenovanje prehodne vlade, na čelu katere bi bila oseba z nesporno moralno integriteto. Vseslovenski ustaji se bodo v okviru proti festivala ponovno pridružili tudi nekateri kulturniki. Tokratna tema bo zombilizacija oziroma mobilizacija zombijev, kot so bili protestniki poimenovani. Protestnike zato vabijo, da se našemijo v zombije in tako ironično izrazijo kritiko dialogu, ki ga vodi vlada. Del policistov je danes ob 11. začel stavkati. Za nadaljevanje maja lani zamrznjene stavke se je odločil le Policijski sindikat Slovenije, ne pa tudi Sindikat policistov Slovenije. Stavka je zaradi neizpolnjevanja stavkovnega sporazuma, ki sta ga policijska sindikata sklenila z vlado. Med drugim je vlada z zakonom o izvrševanju proračunov za letošnje in prihodnje leto dodatno omejila izplačevanje dodatkov za delovno uspešnost za povečan obseg dela. Policisti pravijo, da se borijo za svoje mesto v državi, ne pa za ugodnosti. Stavka bo potekala do preklica. Vemo, da policisti morajo izvajati dela po 84. členu zakona o policiji. To je tisto varovanje premoženja in ljudi, tako da je potrebno delati in dela izvrševati po tem zakonu. Torej so tudi na terenu? Ja, vsekakor so na terenu, svoje delo opravljajo, ampak nekako težnja je, da če niso hujši prekrški, da se izrekajo samo opozorila.
Slovenska prašičereja je zaradi nizkih odkupnih cen in vse dražje krme zadnjih 5 let nenehno v krizi. Težave rejcev pa so se z začetkom leta še poglobile. Začela je namreč veljati Evropska direktiva o minimalnih pogojih za zaščito prašičev, po kateri bi morali kmetje izboljšati razmere za rejo. Zaradi visokih stroškov mnogim to ni uspelo, zato razmišljajo, da bi prašičerejo opustili. Frasovi imajo v hlevu 60 plemenskih svinj, letno pa prodajo okrog 1000 prašičjih pitancev. Zaradi novih pravil so že zgradili dodatne prostore. Svetovalec je bil v ogledu zadovoljen. Napravljena je tudi prisilna ventilacija, tako da zagotavljamo dovolj svežega zraka, svetlobe. Okna vidim stoja. Frasovi so med tistimi, ki so, če so želeli ohraniti kmetijo, ugriznili v kislo jabolko prilagajanja. Obnova hlevov še ni končana, a je ob slabih pogojih gospodarjenja zelo draga. Ta konkretna preureditev nas stane okrog 160 000 evrov neto, plus davek. Z uspešno prijavo na razpis jim bodo vrnili slabo tretjino denarja, za čez 100 000 pa so se zadolžili. Vsi tega še zdaleč ne bodo zmogli. Je prisotni nek strah, negotovost, pa vendar vsaj iz dosedanjih izkušenj ugotavljamo, da se da v bistvu pomagati kmetije, da ni treba za to hlevo podirati. Stroka se zdaj trudi, da predvsem manjše kmete prepriča, naj ne opuščajo proizvodnje. Precej kmetij se je ukvarjalo z prašičerejo, imeli so po 3, 4, 5 plemenskih svinj, prodajali pujske. Nekako je to vse zamrlo. Strožjim evropskim predpisom se je prilagodila morda tretjina slovenskih prašičerejcev. Zato se je bati, da bo samooskrba s svinjino, ki je že zdaj pod 30%, v prihodnjih mesecih še upadla. Kot smo že poročali, so katastrofalne poplave konec lanskega leta prizadele tudi Mariborski otok. Narasla voda je odložila tone mulja in smeti. Bazenski kompleks so očistili že upravljavci tamkajšnjega kopališča, preostalo nesnago v naravnem okolju pa so danes odstranjevali tudi dijaki Biotehniške šole Maribor. Že pred novim letom so si dijaki na otoku ogledali posledice poplav in se odločili, da kot bodoči naravovarstveniki tudi sami pomagajo očistiti to naravno in kulturno znamenitost. Menim, da so te čistilne akcije zelo pomembne, saj se pobere tukaj veliko odpadkov in seveda smo tudi naravovarstveno osveščeni, kar je seveda za naš poklic v prihodnosti bo tudi zelo pomembno. Mogli pa bi več osveščevati ljudi o teh akcijah, da bi se jih več udeležilo in bi bilo še boljše. Želim, da se naša narava ohrani naravna dokaj. Dijakom je naravno in družabno življenje na Mariborskem otoku predstavil tudi Božidar Damjan, ljubiteljski poznavalec in avtor 2 knjig o otoku iz Kamnice. Glavni biser Mariborskega otoka je samo otok, ki je čisto, rečemo, naravni nastanek otoka in edinstven v tem prostoru, hkrati pa tudi jasno največji v Sloveniji. Z našimi dijaki večkrat obiščemo v okviru pouka seveda ta Mariborski otok, ker je le neka taka posebnost, marsikaj lahko tukaj vidimo. Na otoku so namreč odkrili okoli 300 rastlinskih vrst, predstavlja tudi pomembno življenjsko okolje živalskim vrstam, predvsem pticam. V nadaljevanju dnevnika še pregled drugega domačega dogajanja. Najprej še nekaj o odzivih strank povezanih s prvakoma 2 največjih. Predsednica NSI-ja Ljudmila Novak meni, da bi razpad koalicije Sloveniji prinesel veliko gospodarsko in finančno škodo. Predčasne volitve pa bi država ohromile za pol leta. Po njenih besedah je ista koalicija z novim mandatarjem mogoča in dobra rešitev. Predsednik SLS-a Radovan Žerjav je po seji vlade dejal, da ne vidi izhoda iz trenutnega političnega položaja. Če na poročilo protikorupcijske komisije ne bo nobenih odzivov Jankovića in Janše, kot za zdaj kaže, bo to sporočilo Sloveniji, da je na politično oblast moč priti le s pomočjo klientele, ki si od tvoje oblasti obeta koristi, je aktualno dogajanje komentiral predsednik SD-ja Igor Lukšič. In zdaj drugi dogodki. Socialni partnerji v skupini za reformo trga dela se danes pogovarjajo o odpravninah, odpovednih rokih in nadomestilih za brezposelne. Razpravljali bodo tako o predlogu zakona o delovnih razmerjih kot predlogu novele zakona o urejanju trga dela. Pogajalci so se vprašanj varne prožnosti od začetka pogajanj, konec septembra, dotaknili že večkrat. Ministrstvo za delo pa je prvotni predlog reforme v tem delu že precej spreminjalo.
Podjetniški sindikat Gorenja in uprava družbe so končali pogajanja o plačilu nadur in dodatkov k plačam. Sporazum pa naj bi podpisali v ponedeljek oziroma torek. Uprava Gorenja je sprejela zahteve sindikata, odprto ostaja le vprašanje plačnih nesorazmerij, ki ga bodo rešili do junija, v tem času pa bodo pregledali tudi kolektivno pogodbo. Obtožena za rop banke SKB Dejan Vidmar in Sašo Nose na današnji preobravnavni narok nista prišla. Ljubljanska okrožna sodnica Alja Kratovac Prokopovič je pojasnila, da jim vabila niso vročili, a da sta oba sporočila, da se o krivdi ne bosta izjavljala. Ob 10. obletnici smrti dr. Jožeta Pučnika, očeta slovenske demokracije, sta na njegov grob na pokopališču na Čerešnjevcu pri Slovenski Bistrici položila cvetje delegacija Slovenske demokratske stranke in župan občine Slovenska Bistrica Ivan Žagar. Pučnik je bil predsednik Demosa in podpredsednik slovenske vlade. V političnih procesih je bil dvakrat obsojen na zaporno kazen. Po prihodu iz zapora je emigriral v Nemčijo, kjer je študiral in leta 1971 doktoriral. Leta 1989 se je vrnil v domovino, kjer je sodeloval pri ustanavljanju Socialdemokratske zveze Slovenije. Vsekakor nam manjka njegov duh, njegova zrelost, njegova dobrohotna naravnanost do vseh političnih, drugače mislečih ljudi in iskanje pozitivnih elementov v vseh ljudeh. To resnično manjka slovenski politiki. Ne vem, kaj bi dr. Jože Pučnik svetoval gospodu Janši, vendar glede na to, da je ta medijski umor Janeza Janše traja že skoraj četrt stoletja, bi verjetno pogledal nek družbeni kontekst, zgodovinski kontekst in bi mu svetoval, da naj poskuša storiti vse, da bo svojo vlado Slovenijo izpeljal iz krize. Tradicijo novoletnih koncertov s simfoniki že leta ohranja tudi Slovensko narodno gledališče Maribor s svojim simfoničnim orkestrom. Z mešanico špansko-avstrijske glasbe so glasbeniki z gostjo, argentinsko mezzosopranistko Guadalupe Barrientos, navdušili občinstvo. Tradicija novoletnih koncertov po Evropi sega v leto 1939. Tradicionalni koncert dunajskih filharmonikov, s katerim 1. januarja podajajo glasbeno izročilo in voščilo svetu, je po besedah dirigenta mariborskega novoletnega koncerta edinstven. Et donc on essaye dans toute l'Europe de donner notre concert du jour de l'an qui ne soit pas une copie de celui de Vienne, parce qu'on ne peut pas copier Vienne. Mais on peut donner un petit peu de notre sentiment festif et de notre joie au cours de ces concerts. Pionier je koncert zasnoval v dveh delih. V prvem delu se je tako obrnil k španskim in hispanoameriškim komponistom, kot so De Falla, Chapí in Lara. V drugem delu je obdržal železni repertoar novoletnih koncertov, čisti dunajski stil, Johana Straussa starejšega in mlajšega. Cette fois-ci, c'était un choix de musique à grand spectacle, bien que les suites de De Falla soient aussi pleines de musique tendre, pleines de choses beaucoup plus confidentielles, mais pour qu'on ait le grand spectacle qui éclate, il faut avoir eu quelque chose d'un peu plus intime. Voilà. Donc c'est vraiment pour ça qu'on a choisi ces pièces de Falla. Et maintenant les pièces de Strauss, c'est aussi pour se faire plaisir et pour faire plaisir au public. Proti koncu prvega dela se je občinstvu predstavila tudi argentinska operna in koncertna pevka, mezzosopranistka Guadalupe Barrientos, ki jo je občinstvo zelo toplo sprejelo. Je prijetno vznemirjena, februarja jo namreč čaka vloga Carmen v istoimenski Bizejevi operi, dirigiral bo prav Pionier. The public is amazing. I feel a special connection. They just look at you and they pay attention. It's amazing. I want to give always more. C'est une tradition à laquelle je me plie assez fréquemment. C'est toujours un bon moment de partage, à la fois avec l'orchestre et le public. Nekateri dirigenti ne želijo interakcij z občinstvom. Benjamin Pionier ne sodi mednje. To se je jasno pokazalo pri sinočnem znamenitem Radetskem maršu, ki je zaokrožil novoletni koncert. Šport. 49. tekmovanje za Zlato lisico 26. in 27. januarja na Mariborskem Pohorju bo. Tako zatrjujejo organizatorji, ki o odpovedi ali prestavitvi tekmovanja v Kranjsko Goro ne razmišljajo več. Trenutna vremenska napoved je namreč ugodna, tako da pripravljajo še zadnje podrobnosti za prireditev, čeprav jih še vedno najbolj pesti prav pomanjkanje snega.
Na zgornjem delu proge do trikotne jase sicer imajo pripravljenih že 10 000 kubikov kompaktnega snega, ki ga morajo le še izboljšati. Na spodnjem delu proge prevladuje trava, snega je le za vzorec. 22 snežnih topov mora izdelati še 16 000 kubičnih metrov snega. Časa je dovolj, mi potrebujemo za osnovno zasneževanje približno 2 do 3 dni, odvisno pač od temperatur, potem še en dan za osnovno preparacijo snega in potem še en dan za preparacijo z injekcijsko desko. To se pravi, da potrebujemo nekje 4 do 5 dni primernih temperatur. Da je izvedba tekmovanja na takšnih višinskih, bi rekel, nadmorski višini, kot je v Mariboru, nekaj posebnega in zato tudi vztrajamo. Mi imamo najnižji štart v okviru mednarodne FIS organizacije oziroma svetovnih pokalov. Letos se bodo smučarke za Zlato lisico potegovale spet na stari veleslalomski trasi. So se pač tekmovalci zaželeli, da se vrnejo na staro traso spet za spremembo in to je seveda naša prednost, da lahko ponudimo različne konfiguracije. Čeprav so vstopnice za to športno poslastico v prodaji šele nekaj dni, je zanje po informacijah organizatorjev izredno zanimanje. Pričakujemo, da bomo na 49. tekmovanju za svetovni pokal beležili neke superlative ali pa bi rekel celo rekorde iz časov Mateje Svet. V pričakovanju skorajšnjih snežnih padavin in dovolj nizkih temperatur, optimalne za umetno zasneževanje so pod -5 stopinj Celzija, se v Mariboru obiska snežne kontrole, ki bo v četrtek, ne bojijo. V vrhunskem športu je eno ključnih vprašanj, kako skrajšati regeneracijski čas med treningoma oziroma kako osvežiti telo, da utrujenost z prvega treninga ne bo ovirala nadaljnjega dela. Odgovor je lahko kriosavna, na Štajerskem še novost, omogoča pa učinkovitejše izvajanje treningov. Morda se sliši strašljivo, da v tem postopku temperaturo spustijo do -190 stopinj Celzija. Terapija traja le 3 minute, učinek pa je, da se pospeši prekrvavitev telesa in s tem tudi obnova celic. Hitreje se izloča mlečna kislina, kar pomeni, da se zmanjša utrujenost po treningu. V prvih 30 sekundah temperaturo znižajo do -130 stopinj, nato pa, odvisno od posameznika, temperaturo spustijo do -170 oziroma do -190 stopinj Celzija. Ko je pihnilo tisto malo, ti je dih jemlje, no vse meni je, mogoče od straha, ko ne veš, kaj ne pričakuješ. To pa je to, noter mraž cutiš, mrzlo je, ampak se ne podhladiš toliko. Čisto normalno. Proti koncu pa je že malo treslo, se čuti mraz, ampak je tak prijeten mraz. Ko pa stopiš ven, je pa tak res prijeten občutek. No, tak začneš se otajati, pa se občutiš lažjega. Zdaj so občutki tak, kot da bi se zbudil, sem bolj spočit. Tako da mislim pa, da se še bo to naslednjih 6 do 8 ur poznalo, tako da bom jutri videl pravo reakcijo in tudi kako uspešna je bila ta zadeva danes. V prvi minuti se temperatura kože zniža na 0 stopinj Celzija, nato pa se zaradi perifernega obtoka krvi dvigne na 35 stopinj. Ker deluje tovrstna savna površinsko, se temperatura telesa ne spreminja. Na ta način se krepi imunski sistem, krioterapija pa se lahko uporablja v različne terapevtske namene. Pred vremensko napovedjo še o dogajanju drugod po svetu. Zagreb je po noči pretresla še ena eksplozija. Potem, ko je v sredo eksplozivno napravo razneslo na železniški progi v četrti Podsused, je le 1,5 kilometra stran v bližini avtobusne postaje mestnega prometa razneslo še drugo. Ena oseba je ranjena. Šef zagrebške policije danes ni izključil možnosti, da sta današnja in sredina eksplozija povezani. Znova pa je zavrnil ugibanje, da bi šlo za teroristični napad. Na Češkem se je začel prvi krog predsedniških volitev, ki bodo tokrat prvič neposredne. Največ možnosti za zmago ima levo usmerjeni nekdanji premier Miloš Zeman, ki naj bi dobil okoli 25% glasov. V drugi krog pa naj bi se uspelo uvrstiti še Janu Fišerju. Slednji, prav tako nekdanji premier, naj bi dobil okoli 20% glasov. Avstrija namerava kot prva evropska država sprejeti zakon, ki bo otežil objavo fotografij nerealistično popolnih teles, je v četrtek sporočila tamkajšnja ministrica za ženske. Gre za ukrep, ki ga sprejemajo ob naraščanju motenj hranjenja med mladimi ženskami, na kar po mnenju ministrice vplivajo mediji in oglasi. V živalskem vrtu v San Diego pa so obiskovalcem prvič predstavili 6-mesečnega mladiča pande z imenom Xiao Livu. Mladi panda si je že pridobil številne oboževalce, s tem, ko je plezal po drevesih in se igral z mamo.
Mladič je eden izmed 310 pand, ki po ocenah strokovnjakov živijo v ujetništvu. Od tega jih je samo 12 v Združenih državah. V naravi pa naj bi živelo kakih 1600 pand. Še vreme, jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Ponekod po nižinah bo zjutraj in na del dopoldneva megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 0 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske do -7. Najvišje dnevne od 0 do 4, na Primorskem do 8 stopinj Celzija. To je bil dnevnik televizije Maribora. Prijeten konec tedna želimo.